Če imaš super znanje, izdelke ali storitve, pa se tvoja ponudba ne prodaja čisto tako, kot želiš, potem ti najbrž manjka kateri izmed teh ključnih elementov v ponudbi. V tej epizodi pa ti razkrijem, kateri so ti trije in kako jih lahko izboljšaš. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Zdaj, še preden gremo pa na samo tematiko, pa bi rada samo to opozorila, se verjamem, ampak vseeno, če si v tej družbi oziroma če poslušaš to epizodo, potem najbrž tvoja ponudba je dobra in ni tista, ki je pač kakorkoli zavajajoča, kakorkoli negativno usmerjena, ampak verjamem, da je ponudba primarno, torej je pomembno, da je res dobra, da prinaša rezultate in tako naprej. Zdaj, še preden pa gremo na te ključne elemente, ki bi jih morala imeti vsaka ponudba, da se res še boljše prodaja, pa bi te mogoče rada povabila še na zemljevid legendarne prodaje. To je v bistvu mini program, začnemo 16. septembra, svojo brezplačno vstopnico pa lahko rezerviraš na mod.si/pošiljka zemljevid. Bom link postila spodaj tudi pod video. Torej, verjetno poznaš koga, mogoče od kakšnih podjetniških prijateljev, ali pa si že mogoče bila kdaj na kakšni storitvi ali pa kje kupila kaj, kje so res bile ful dobro, ful si bila mogoče navdušena nad samo storitvijo. No, jaz ti lahko delim, da pred leti recimo sem enkrat šla na refleksno masažo stopal in je bila ta izvajalka res vrhunska in sem bila totalno navdušena. In ko so se pogovarjale, v bistvu je nekako z mano delila, da v bistvu ni pa prodaja čisto takšna kot more, ne? In kaj se zgodi, da tudi če imaš fantastične storitve, tudi če prodajaš fantastične produkte, ne, pa mogoče ni prodaja čisto takšna, kot bi morala biti, potem ne samo na to, da finančno trpiš, verjetno je to tudi ena taka muka, ne, da se potem, kako bi rekla, da se zmeraj ukvarjaš s to prodajo, naprimer, namesto da bi ta prodaja gladko stekla in tako naprej. In mogoče je to že kar malo frustracija se pojavlja, nezadovoljstvo in vse to seveda vpliva tudi lahko na naše delo, na naše življenje in verjamem, da si vsi želimo imeti vrhunsko prodajo, ker pač ponudba, ki jo ponujamo oziroma rezultati, ki so tudi recimo vrhunski. In kar velikokrat vidim, da je največja napaka, je, da v bistvu se prodaja neka ponudba, manjkajo pa ti trije glavni deli. In zakaj se ponudba v bistvu ne gre samo tako, da mi ustvarimo ponudbo, pa se bo potem kar prodajala, ne? Razen, če smo res imamo kakšno zelo znano ime ali pa smo že prepoznavni in tako naprej. Ampak za večino podjetnikov ni čisto tako, da objavijo ali pa ne vem, skreirajo neko ponudbo in potem se kar objavlja, ne? Ampak v bistvu moramo na tem tudi nekaj narediti. In ponudba ni samo seznam storitev ali pa ne vem, nekih produktov ali pa izdelkov ali pa elementov, ki jih dobijo, ampak je v resnici most med težavo, ki jo ima stranka in pa med rezultatom, ki si ga ta stranka želi. In to je v bistvu ta ponudba, kjer mi povabimo stranko, da pride iz točke A, torej iz te bolečine, kakršnakoli, lahko je bolečina tudi ni nujno zdaj ful negativna, lahko je to tudi dolg časa, ne? In je rešitev recimo Netflixa, ne? In ponudba je v bistvu potem ta most, kjer jo peljemo, torej iz točke A v točko B. In če enkrat podjetnik pa podjetnica zna sestaviti dobro ponudbo in ima vse elemente, ki jih potrebuje, da se potem tudi lepo prodaja, je seveda to zelo navdihujoče, ker z veseljem pripraviš kakšno novo ponudbo, z veseljem daš tudi več, a ne? Tudi tisto zadovoljstvo je večje, ker pač na eni strani je bolj poln tvoj TRR in na drugi strani lahko pomagaš tudi večjim strankam, kar je definitivno verjetno zmaga za vse. In seveda z takšno dobro ponudbo tudi privabiš torej prave, tiste idealne stranke, ki se ne pogajajo o ceni, ki vejo točno, točno to rabim, ti si prava oseba, ti si edina izbira zame in naredijo nakup, ne? In tudi lažje potem postavljaš višje cene, če je potrebno, konkurenca pri tebi lahko izgubi moč, a ne, ker ni več tega primerjanja, zaradi tega, ker je tvoja ponudba mogoče tako zelo unikatna, da v bistvu primerjanje sploh ni pomembno. Zdaj pa kateri so tisti
res 3 glavni, ki sem jih jaz poimenovala must have elementi, ki mislim, da jih mora imeti vsaka ponudba, da se res vrhunsko prodaja. In prvi je definitivno, da je ponudba prilagojena idealni stranki. Zdaj, predpostavka seveda je, da poznamo, kdo je naša idealna stranka, in če še vedno mogoče govoriš o tem, ampak moja ponudba je za vse, a ne, jaz imam, ne vem, ponujam si mogoče zdravilec ali pa zdravilka, a ne, vsi ljudje rabimo zdravje, tako da moja ponudba je za vse ok, ampak tvoja pot v tem primeru bo veliko bolj težja, kot če izbereš si idealno stranko, jo popolnoma izpiliš, zanjo prilagodiš ponudbo in potem lahko seveda idealne stranke tudi še dodajaš, kot je recimo že ta funkcionira, kot je že vse lepo teče, lahko še zmeraj dodajaš idealne stranke. To, da se fokusiramo, to, da si izbereš idealno stranko, ne pomeni, da nimamo več potem možnosti za rast, ampak to pomeni, da se prilagodimo njej, da damo lahko ponudbo, ki je zanjo prilagojena njenim potrebam, a ne, in pa tudi poročilnost, ki jo damo okoli te ponudbe, lahko prilagodimo tej idealni stranki, kar pomeni, da nas bo ta idealna stranka tudi slišala. Če ti dam recimo en primer, recimo, a ne, če bi naša ena potencialna stranka bi jo bolela recimo glava in ta zaradi boleče glave, a ne, bi zdaj ta stranka na Googlu recimo iskala, torej, ne vem, neke protibolečinske tablete ali karkoli. Zdaj, če ti skrbiš mogoče za hidracijo ali pa mogoče imaš dihalne vaje, ki tudi odpravijo lahko migrene, glavobole in tako naprej, potem je to seveda lahko zelo koristno za našo idealno stranko. Ampak če ti govoriš zelo nasplošno o dihalnih tehnikah, o dihalnih vajah, te ta stranka ne bo sploh slišala. Zakaj? Ker ona ne rabi zdaj dihalnih tehnik, ampak ona zdaj rabi nekaj proti bolečini v glave in ne ve mogoče niti, da lahko dihalne tehnike odpravijo tudi mogoče glavobol. Tako da v bistvu je res zelo pomembno, da se fokusiramo na koga, kdo je torej naša idealna stranka in kaj bo, in da zanjo torej prilagodimo ne samo sporočilnost, ampak tudi ponudbo. Kaj to pomeni? Da če recimo imaš v svoji ponudbi, recimo, da prodajaš nek spletni tečaj in se fokusiraš na, ne vem, mogoče eno mlado mamico, ki nima veliko časa. Zdaj, če zanjo posnameš 3-4 urne treninge ali pa videe, ne, je zelo verjetno, da si teh treningov ne bo mogla pogledati ali pa da si bo jih gledala tako zelo v koščko, da na koncu več sploh ne bo vedela, kaj gleda in zakaj sploh gre. Če pa ti rečeš, ok, jaz vem, da je to moja mlada mamica, ki nima časa oziroma ima čas tako zelo po delčkih, a ne, po 5 minut ali pa 10 minut, in jaz recimo moj tečaj vsebino enako, ampak jo razdelim na mini delčke, na mini videe, zato da lahko hitro napreduje, da lahko posluša tudi vmes, ko, ne vem, previja otroka ali karkoli, bo pa verjetnost, da bo veliko bolj ta tečaj tudi si pogledala in imela zato tudi potem seveda večje rezultate. In če potem seveda to tudi povemo, ne, glej, tečaj je prilagojen tudi zate, ker vem, da nimaš časa, potem je seveda to zelo bolj privlačno in to ne pomeni, da bomo imeli recimo zdaj tukaj samo mlade mamice, a ne, ampak bomo imeli lahko tudi druge ljudi pritegneš s tem, ki si želijo prihranek časa. Ti dam en konkretni primer, jaz sem se recimo lansko leto, mislim, da vpisala v en program, ki je bil v bistvu sicer za podjetnice, ampak za mamice, ampak je ravno ta fora bila, ne, da prihranimo čas, da smo optimizirani in tako naprej. In jaz osebno nimam otroka, ne, in sem se vseeno vpisala v ta program ravno zaradi te komponente, ker me je to pritegnilo v bistvu prihranek časa. Tako da tudi če se fokusiraš na idealno stranko, to ne pomeni, da zdaj nikoli ne bodo prišli tudi drugi ljudje. Definitivno pa bo tvoja ponudba postala veliko bolj privlačna, kot če govoriš na splošno vsem. Okay? Druga točka je torej, da je v bistvu o ceni oziroma o investiciji, ki je še običajno boljši izraz, govorimo v kontekstu vrednosti. Ne samo, da je cena toliko pa toliko, ampak je v bistvu cena pozicionirana oziroma postavljena v kontekst vrednosti. Oziroma, da se vprašamo, ali je to sploh ta cena, ki smo jo postavili, vredna rezultatov, ki si jih želi recimo ta naša idealna stranka, in to za to ceno je torej pripravljena rešiti ta svoj problem. In to zdaj, takoj. Ali smo dovolj urgentni, je naša ponudba dovolj privlačna, da si reče, ok, brez tega več ne morem živeti, a ne? To je nekaj najboljšega, kar je, točno to potrebujem in gre v akcijo. Na nek način, da torej tudi idealno stranko skozi ceno tudi, kako bi rekla, aktiviramo. To ne pomeni, da je vedno dobro, da imamo najnižje cene, ker tudi najnižje cene lahko odganejo naše najboljše stranke, zaradi tega, ker mogoče ne verjamejo, da lahko za to tako nizko ceno dobijo rešitev, ki si jo želijo. In jih lahko tudi nizka cena v resnici odvrne. In ti lahko povem en primer,
ki sem ga enkrat zasledila sicer v tujini, pa šlo se je za eno podjetje, neko veliko podjetje, ki se ukvarja z financami in so potrebovali eno programsko opremo, ki bi bila za njih narejena tako pač neko posebno za spremljanje financ, in potem je v bistvu en podjetnik naredil oziroma sprogramiral ta program, ki ga začel prodajati. In zdaj se ne spomnim, koliko je bila cena, ampak recimo, da si izmislimo, da mislim, da je bila 20.000 ali je bila 2.500, je bil tisti program in je bilo idealna rešitev za to podjetje, ampak to podjetje ga ni želelo kupiti zaradi prenizke cene, ker niso verjeli, da bo to res tako učinkovito. In potem je ta podjetnik kaj naredil, ko je dobil pač interni, v bistvu iz tega podjetja interni feedback, ker je imel neke veze in poznanstva in tako naprej, je potem kaj naredil, vse ostalo enako, samo ceno je dal, mislim, da x10, torej 1 je zraven dal, in takrat so pa kupili to zadevo, ta program, in bili zadovoljni. Tako da to je primer, da v bistvu cena ni vedno najboljša, da je najnižja. Seveda tudi ni v redu, če je previsoka, pa da jih potem razočaramo, ali pa da je previsoka, pa je to nekaj, kar bi bilo fajn imeti, pa si niti ne želijo tako zelo in tako naprej. Tako da tukaj se res moramo vprašati, kako lahko ceno umestimo v bistvu v kontekstu vrednosti v očeh naše idealne stranke. Torej ne v očeh, koliko mi mislimo, da je vredna ta ponudba, ampak koliko je vredna ponudba v očeh stranke. In seveda ključno je to, da pač potem takoj rečejo, valjda, to je no-brainer, kupim, a ne? In pa tretja točka, katero sem se želela dotakniti, je pa magnetična predstavitev. Zdaj, če imamo mi še najbolj vrhunsko ponudbo, kar je možno, in če je ne znamo predstaviti tako na spletni strani, kot ne vem, na Zoom klicu, kot na PDF ali kakorkoli pač imamo, ali pa na družabnih omrežjih, če ne znamo učinkovito predstaviti naše ponudbe, potem seveda bomo izgubili stranke, ker ne bo razumela, ali je to za njih, kaj sploh dobi, zakaj bi to imela in tako naprej. Zato je res zelo, zelo pomembno, da se poglobimo v predstavitev te ponudbe, da napišemo, če recimo govorimo o spletni strani, kjer ponudbo predstavimo, da to ni neko dolgovezanje ali samo naštevanje nekih elementov, ki jih ima tvoja ponudba, ampak da je to res magnetična predstavitev, ki v bistvu raztopi vse ugovore naše idealne stranke in da ko pride do konca v bistvu razume oziroma vidi, da je to v bistvu edina prava izbira zanjo. In fajn je, da skozi to vsebino se torej poveča želja po rezultatih. Torej recimo, da naša idealna stranka že išče neko rešitev za svoj problem, a ne? In ko prebere našo stran, ko prebere našo ponudbo, se ji ta želja še poveča, oziroma idealno, da si tako zelo zdaj to želi rešiti, a ne? Da ne more čakati niti minutke več. In da skozi sporočilnost tudi v bistvu mi jo peljemo, zakaj ni ta ponudba nekaj, kar je fajn imeti, ampak je to nekaj, kar mora imeti. In seveda vedno govorimo, ko govorimo o tem, a ne, kako napišemo, predstavimo ponudbo ali karkoli drugega, ne manipuliramo ali ne prinašamo okoli stranke in tako naprej. Če imamo ponudbo, ki ni must have, oziroma ki je tista, ki jo stranka mora imeti, a ne, pa to je lahko tudi zaradi nekega čustvenega razpoloženja, a ne rabi biti zdaj, da bo rešila življenje, a ne. Če je samo fajn jo je imeti, potem bo seveda prodaja veliko, veliko nižja, kot če razume stranka, da to je nekaj, kar mora imeti. Primer, a ne, nekatere ženske so recimo nore na torbice, tiste drage, a ne, in to bi lahko rekli, opredelili, da je torbica nekaj, kar je pač fajn imeti, a ne. Zame definitivno pač še to je bolj tako. Ampak v očeh nekaterih idealnih strank, mogoče kakšne prestižne torbice, a ne, pa v bistvu, ko naredijo nov model, je njihove idealne stranke v očeh njihovih idealnih strank je to nekaj, kar morajo imeti, ker se bojo počutile tako in tako, a ne, ker so zadaj različni čustveni razlogi. In to je v bistvu ta magnetična predstavitev naše ponudbe. In seveda zelo pomembno je, da je to, da v bistvu takoj razumejo, da je to ponudba za njih. Da ko pridejo takoj na stran, da rečejo, aha, točno to je rešitev, ki jo iščemo, in da se tudi prepoznajo, oziroma da skozi ponudbo tudi vidijo, že imajo vizijo, kako je, ko bodo šle čez ta proces, ko bodo v bistvu že na koncu, ko bodo prišle do rešitve. Torej, ko bojo šle, če smo pregovorili o točki A in te točki B, in da je v bistvu ponudba, torej ta most, a ne, da jim že predstavimo, da si predstavljajo, kako je, ko so že čez ta most in kako se počutijo, kako so brez te težave, ki jo rešujejo in tako naprej. Tudi če kupijo torbico, a ne, da si že predstavljajo, wow, kako so zdaj stilske, kako se počutijo, ne vem, in sploh in tako naprej, bolj samozavestno kakorkoli, a ne, torej, da jim tudi to skozi to sporočilnost predstavimo. In to so nekako tisti trije res must have, oziroma res tisti elementi, ki naredijo ponudbo neustavljivo privlačno, ki se ji naše idealne stranke težko uprejo. Tako da, če še slučajno kateri delček ti manjka, potem te definitivno povabim, da razmisliš in ga v bistvu dodelaš. Če pa si želiš, da ti
pokažem še zemljevid do legendarne prodaje. Potem pa te seveda vabim, da si rezerviraš brezplačno vstopnico na mod.si, poševnica legendarne prodaje, kjer bomo v 12 dneh prišli, torej oziroma postavili sistem do več strank in večjih zaslužkov za podjetnike, torej ki si želijo stabilno in pa predvidljivo rast brez izgorelosti. Potem te vabim, da svojo brezplačno vstopnico rezerviraš na mod.si, poševnica zemljevid. Začnemo pa 16. septembra. Tako da še je čas, pridruži se, vabljen oziroma vabljena. Jaz ti pa definitivno želim, da tvoja ponudba postane neustavljivo privlačna. Uživaj in se vidimo. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.